Lepo pozdravljeni. Slab mesec potem, ko je Franc Kangler vrnil županski mandat, mora vrniti še strokovni naziv diplomirani ekonomist. Senat fakultete Doba, kjer je Kangler leta 2008 zagovarjal diplomsko nalogo, je ugotovil, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela, avtorji pa niso ustrezno citirani. Fakulteta je veljavnost njegove diplomske listine že preklicala, Kangler pa krivdo zavrača. Na fakulteti so Kanglerjevo zaključno strokovno nalogo najprej preverjali z računalniškim programom za odkrivanje plagiatov, ki pa ni potrdil suma kršitve. Šele ročni pregled naloge je pokazal, da viri niso ustrezno navedeni. Torej v pomembnem delu prepisana. Poleg tega je komisija tudi ugotovila, da je večji del ali pa pomemben del te naloge ni naredil avtor s svojim strokovnim delom. Ob tem dekan dodaja, da je avtor odgovoren za izvirnost naloge. Kangler pa je nad odločitvijo senata presenečen in krivdo zavrača, saj je diplomsko nalogo pripravil po navodilih mentorja. Če bi mi mentor ali soocenovalec, ki sta predtem pregledala diplomsko nalogo, opozorila, da ni primerna, bi prav gotovo vse popravil, pa v diplomsko nalogo navedel svoje poglede in svoje gotovitve, saj imam 17-letno prakso državne uprave. Odločitev fakultete je sicer dokončna, ima pa Kangler možnost, da sproži upravni spor. Fakulteta dejansko s tem izpričuje svojo odločnost po ničelni toleranci za spoštovanje vseh določitev, ki so v študijskem redu in vseh drugih nepoštenih in netransparentnih poskusov, ki v akademskem svetu nimajo mesta. Vsekakor bom iskal pravico, ker takšnih stvari si ne bom dopustil, ker gre tudi za mojo osebno čast in ugled. To čas pa bo moral Kangler reševati še na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer se je jeseni lotil magistrskega študija. Kako bodo zagato reševali na tej fakulteti, še ni jasno, saj se s tovrstnim primerom še niso srečali. Pisno pa so nam odgovorili, da bodo upoštevali veljavno zakonodajo in ustrezno ukrepali, ko bo postopek na Dobi v celoti končan. Mariborski mestni svet bo prihodnji ponedeljek v prvem branju obravnaval letošnji skoraj 104 milijone težak proračun. Ta je za 16 milijonov lažji od lanskega, iz njega pa so izpadle skoraj vse naložbe. Prav tako bodo vsi proračunski porabniki dobili manj denarja. Najbolj bodo oškodovani v šolah in vrtcih, kjer ne bo potrebnih obnov, ter v kulturi. V letošnjem letu bo v proračunu znova večino denarja namenjenega tekočemu poslovanju, nadaljevali pa bodo le začetimi investicijami, med njimi gradnjo zunanjega auditorija Lutkovnega gledališča v višini 1,2 milijona in obnovo ulice Pariške komune v višini 1 milijona evrov. Smo seveda ohranili vse postavke sociale v proračunu in zato zagotovili ustrezne vire, ker se zavedamo krize, ki je nastala v Mariboru. Mi dobimo samo nekaj čez 50 milijonov iz naslova dohodnine, vse ostalo, zakonske obveznosti pa imamo skoraj za 80 milijonov. Se pravi, da veliko manevrskega prostora ni. Na manjšanje proračunskih sredstev sicer opozarjajo vsi proračunski uporabniki, predvsem nevladne organizacije in javni zavodi. Najglasnejši so sicer z področja kulture, saj se s predlogom proračuna ne sledi zavezi, da se morajo sredstva za kulturo po zaključku projekta Evropske prestolnice kulture povečevati. Mi smo dobili od ogromno proračunskih uporabnikov pozive, da potrebujejo letos 20 do 30% sredstev več, ampak dejansko ne gre. Veliko nenačrtovano breme proračuna predstavlja tudi cena komunalnih storitev. Ta je zaenkrat zamrznjena in ker se cena ni usklajevala že od prve polovice prejšnjega desetletja, ne pokriva realnih stroškov komunalnih podjetij. Zato jo bo občina morala subvencionirati skoraj 2 milijonoma evrov. Kdo bo novi mariborski župan, bo znano 17. marca. Svojega kandidata oziroma kandidatko na volitvah bodo imeli tudi aktivisti skupine 29. oktober. Ti so v ponedeljek v mariborski pekarni razpravljali o najprimernejši osebi za ta položaj. Na občini pa začeli zbirati podpise za odstop mestnih svetnikov. Spet so glavnega aktivista skupine Sanjina Jašarja odpeljali policisti in ga šele pozno popoldne izpustili iz pripora. Nekaj članov pa je prejelo kazen za kršenje javnega reda in miru, saj naj bi motili stranke. Aktivisti skupine 29. oktober pozivajo občane Maribora, naj vzamejo usodo v svoje roke. Nekateri se z njimi strinjajo, spet drugi menijo, da je njihov pristop napačen. Jim je narod povedal, da jih več ne želijo in bi mogoče danes lahko sami
uvideli, da je čas, da odstopijo. Mi z malim denarjem živimo, pa naj se še oni navadijo. Samo na tak način ne moramo mi zahtevati, da on na hodniku spi pa tako naprej. Pa. Po mojem se na silo ne da nič narediti. Mestni svetniki pravijo, da ne nameravajo odstopiti pred sprejetjem mestnega proračuna. Obravnavali ga bodo na ponedeljkovi seji 4. februarja. To ravno govori o tem, da hočejo sprovesti neke zadeve in na tak način onemogočiti v bistvu bodočemu županu in ostalim nadaljnje delo. Spuščajo se že na raven otrok s tem, da nam jemljajo stole. Danes, na primer, sta se čudežno pokvarila oba aparata za vodo. Želel bi poudariti, da naše svetnice in svetniki si zagotovo niso zaslužili, da bi na takšen način morali končati z svojim 4-letnim mandatom. Oni niso bili izvoljeni samo od ene skupine, ampak oni imajo tudi svoj krog volivcev in še danes imajo podporo. Ali bodo aktivisti skupine 29. oktober jutri nadaljevali zbiranje podpisov, še ni znano. Dogovorili naj bi se na nocojšnjem srečanju v mariborski pekarni. Predstavniki skupine 29. oktober bodo ob svojem kandidatu za mariborskega župana izbrali tudi predstavnike za 4 mestne svetnike. Imena županskega kandidata in svetnikov ostajajo za zdaj skrivnost. Kandidiral bo tudi mariborski okoljevarstvenik in aktivist Franc Jesenek, ki je v začetku tedna na upravni enoti že začel zbirati podpise. Življenje v Mariboru, mislim, da lahko samo en taki mariborski Dalaj Lama spremeni, ker drugače stranke so na svojih pozicijah, na svojih okopih, ljudje so nezadovoljni, mladina je brezperspektivna. Ne vem, mislim, da se treba od zgori dol začeti širiti neki pozitivni duh. Mariborsko zreško podjetje Svatikomet z več kot 1100 zaposlenimi zapušča dolgoletni direktor Aleš Mikeln. Natančnih razlogov za odhod iz uspešnega podjetja, ki je lani ustvarilo dobrih 78 milijonov evrov prihodkov od prodaje in ki ima zadnje leta dobiček, Mikeln ni navedel. Neuradno pa je vzrok tudi dejstvo, da že dobro leto iščejo primernega kupca oziroma strateškega partnerja. Lastnica Avtotehna želi namreč tudi zaradi svojih finančnih težav Svatikomet prodati najboljšemu ponudniku. Odhajam sporazumno zaradi razhajanj z lastniki glede pogleda v prihodnje, je bil kratek Mikeln, ki Svatikomet po skoraj 8 letih zapušča v dobri kondiciji. Leta 2011 so beležili 1,8 milijona evrov dobička, lanskoletnih rezultatov pa še ne želi razkriti. Poslovno leto 2012 je bilo nekako toplo-hladno. Torej odličnih prvih 7 mesecev poslovanja in precej slabih zadnjih 5 mesecev poslovanja. Številke so pozitivne, o okvirih pa ne bi želel govoriti. Kot tudi ne želi govoriti o procesu prodaje, ki neuspešno poteka že dobro leto. 100-odstotna lastnica Svatikometa je Avtotehna, ki ga, kljub temu, da nese zlata jajca, želi prodati. Neuradno tudi zato, ker se je sama znašla v rdečih številkah. Prodaja je obstala verjetno zaradi tega, ker so bila pričakovanja na eni strani in ponudbe na drugi strani tako različne, da se niso mogli uskladiti. Pa je bilo takšno zanimanje iz tujine, vemo, da na domačem trgu bi težko iskali takšnega strateškega partnerja? V Sloveniji ni strateškega partnerja za Svatikomet, v tujini pa jih je kar nekaj in bilo je takšno zanimanje. O tem, kje se je zalomilo, čeprav naj bi za odkup Svatikometa prejeli 6 nezavezujočih ponudb, pa ne želijo govoriti tudi v Avtotehni. A dejstvo je, da se jim s prodajo mudi. Skupina Avtotehna je leto 2011 končala s 3 milijoni evrov čiste izgube. Bremeni pa jih kar 130 milijonov evrov finančnih obveznosti, od tega 92 milijonov evrov kratkoročnih. Lani pa se je zadolženost skupine Avtotehna pri bankah povečala še za slabe 2 milijona evrov. Gre torej za še eno zgodbo o izčrpavanju, v kateri pa je ponovno usoda več kot 1000 delavcev. Poslanca in nekdanjega župana Lenarta Ivana Vogrina so na tamkajšnjem okrožnem sodišču spoznali za krivega zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic med županovanjem. Očitana mu je bila nezakonita poraba proračunskih sredstev, ko je leta 2006 naročil izdelavo obsežne monografije o svojem delu v občini. Sodnica mu je izrekla pogojno kazen, 1 leto zapora s preizkusno dobo 3 let. Ivan Vogrin je bil ob prihodu na sojenje za domnevno zlorabo položaja župana in oškodovanja proračuna v letu 2006 za skoraj 60 tisoč evrov dobre volje. Lep dan. Lep dan. A v dvorani? Nič posebnega.
Med obravnavo je sicer Vogrinov zagovornik tožilstvu očital številne napake v postopku in slabo delo, a je sodnica okrajnega sodišča Vogrina vseeno spoznala za krivega zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Vogrin naj bi leta 2006 z izdajo monografije Kronologija 2002 do 2006 zaobšel zakon o javnih naročilih, saj je bila končna vrednost izdaje monografije za 95% višja od načrtovane. Sredstva v ta namen pa niso bila predvidena v občinskem proračunu, prav tako to ni bilo urejeno z rebalansom proračuna. A je Vogrin takoj po razglasitvi sodbe ostal optimističen. To je pač en dogodek v življenju človeka, nič posebnega. Z veseljem pričakujem sodbo, ker mislim, da bo sodnica imela velike težave, da jo bo obrazložila in pač se bomo pritožili na višje sodišče, tako kot smo to danes napovedali. Ker tukaj v taki obliki lahko zapremo po moje vlado pa vse župane. Vogrin in njegov zastopnik sta že napovedala pritožbo na sodbo, ki mu nalaga 1 leto zapora s preizkusno dobo 3 let in povračilo škode občini v višini skoraj 60.000 evrov. Sicer pa je Vogrin že nekaj ur po izreku sodbe omenjal tudi možnost svojega odstopa iz parlamenta. Prebivalci Cerkvenjaka pa se veselijo, da imajo spet svojega zdravnika. 5 let so se morali za najosnovnejšo zdravniško oskrbo voziti v precej oddaljeni Lenart. Občinska ambulanta pa je bila prazna. Zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine so majhne občine tako pogosto prikrajšane. V Cerkvenjaku je bil zdravnik neprekinjeno več kot 40 let. Ko je prejšnji koncesionar pred 5 leti umrl, novega niso našli in so ambulanto zaprli. Odtlej smo morali za vsako zdravstveno tegobo, teh v zrelih letih ne manjka, 25 km daleč v Lenart. Tako večina danes zadovoljnih krajanov. Res sem zadovoljna, ker bo prišel zdaj res enkrat. Vse smo ga dolgo čakali. Do avtobusa imam zelo daleč, sicer so zveze tudi take, prevoza svojega nimam, tako da je bilo zelo težko, ne? Tu pa peš pridem. Zadovoljstvo je toliko večje, ker bo ambulanta zgrajena samo prispevkom občanov končno spet v uporabi. Mi smo zdravstveni dom tudi nekaj pouredili lanskem letu. Nekaj okrog 6.000 evrov smo vložili noter v sanacijo. Sama koncesionarka je tudi prispevala nekaj inventarja, tistega, kar je pač nujno potrebno za nemoteno delo. 3-krat tedensko bosta pacientom izmenjaja na voljo 2 zdravnika družinske medicine. Teh sicer v Sloveniji zelo primanjkuje, za delo v majhnih krajih pa jih je sploh težko dobiti. To je bil tudi moj namen, da dobimo mlade zdravnike v te kraje in da pač mladim zdravnikom ponudiš najbolj ugodne pogoje in da jim to pač dejansko vidijo, da tudi delo v takem malem kraju lahko izpolnjuje človeka. Gneče v čakalnici si ne želi, pa čeprav je to njen vsakdanji kruh, le da bodo tukajšnji ljudje spet dobili osnovno in hitro zdravstveno oskrbo. Poleg trgovine, poleg občine oziroma teh stvari mislim, da zdravnik še več kot to pomeni. V Cerkvenjaku pa imajo še eno željo, da bi zdravniku delal družbo še zobozdravnik. Prostor zanj je že pripravljen. Je pa zdaj čas, ko se širijo okužbe dihal in gripa. Slednja bo pravi razcvet po mnenju zdravnikov doživela v prihajajočih dneh tudi zaradi vremena. Na Štajerskem so že ta teden opazili porast števila obolelih za gripo, zaradi česar so v Mariborskem kliničnem centru omejili obiske. V UKC Maribor so obiske trenutno le omejili na 2 zdravi odrasli osebi, na infekcijskem oddelku pa že zdravijo posamezne bolnike z gripo. Posebej apeliramo na obiskovalce, naj pustijo otroke doma in bolni naj ostanejo doma. To ni toliko zaradi gripe in bolnikov, ki bi jih zdravili mi, ampak zaradi splošne epidemiološke situacije. S prepovedjo obiskov bodo za zdaj počakali, saj položaj trenutno še obvladujejo. Imamo tudi bolnike s pljučnicami, driskami, z otroškimi nalezljivimi boleznimi. Najhitreje število obolelih narašča med osnovno in srednješolci. V nasprotju z drugimi kraji po Sloveniji pa je na območju Maribora nekoliko pogostejši virus gripe tipa B. Vendar to pravzaprav iz kliničnega vidika ni zelo pomembno, saj gripa pri obeh tipih okužbe poteka približno podobno. Tudi v Mariborskem zdravstvenem domu trenutno opažajo le posamezne primere gripe, kar pa se lahko ob koncu tedna, ko so napovedane višje temperature, hitro spremeni. Otoplitev ozračja pomeni to, da se virusi tudi lažje razmnožujejo, zato tudi zopet poudarjam, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, ampak da prostore zračimo. Gripa je že na pohodu, se kaj čuvate? Cepljem se edino, drugo pa ne. Jaz ne zbolim. Sicer cepite? Ne, nikdar. Jaz upam, da je ne bom dobila.
Delam med ljudmi, tako da bacilo milijon na dan. Pripravljam se, ampak sem že pripravljena, ker vedno samo zelenjavo pa sadja dosijem. Podatki sicer že kažejo, da se virusi, ki krožijo, zelo dobro ujemajo s tistimi v cepivu, zato je po mnenju strokovnjakov cepljenje še smiselno. Sploh po zimi je ogrevanje velik strošek za srednje šole, ki jim ga po novem pristojno ministrstvo pokriva na osnovi števila dijakov, ne glede na dotrajanost ali slabe arhitekturne rešitve. Čeprav imajo nekatere šole vpisanih dovolj dijakov, pa imajo tako dotrajen sistem ogrevanja, da gre precej sredstev dobesedno v zrak. Drugače pa je šolami, kjer je premalo dijakov, pa se ogrevajo enako vse prostore. V Mariboru smo poiskali 2 taka primera, vendar poudarjajo ravnatelji, to ne pomeni, da dijake zebe. Prva gimnazija v Mariboru, stavba je stara 140 let, se ponaša z velikimi prostori. Višina naših učilnic prostorov je 4,40 m, drugače pa je 4500 kvadratnih metrov, ki jih ogrevamo. Zaradi debelih zidov jih ne bi bilo težko ogrevati, če ne bi bila kurilnica nujno potrebna obnove, saj so kotli tik pred tem, da odpovejo. Smo morali tako v lanskem letu sanirati najprej raztezno posodo, potem pa zdaj počasi tudi saniramo kotle. Plemenitimo sredstva, v vsakem primeru investira v ministrstvo, ker je tudi ministrstvo ustanovitelj. Za plin mesečno plačujejo okoli 8000 evrov, tudi energijski izkoristek je slab. Ali to čutijo tudi zaposleni in dijaki? Mene ne zebe. Takoj po počitnicah je nekaj časa trajalo, da se je šola zakurila, da se je ogrela, drugače pa se mi zdi, da je bilo mrzlo. Pa meni se tudi ne zdi glih mrzlo, ampak ne vem, punce ponavadi bolj zebe. Na srednji živilski šoli Maribor se v novejši stavbi ogrevajo daljinsko. Letno to stane vsaj 70 000 evrov. Odvisno od posameznega meseca tudi smo plačevali do 16 000 evrov, lansko leto za januar 16,5 v benzinskih mestih. Po novem šole dobijo tudi ogrevanje plačano glede na število dijakov, kar je za to šolo neugodno, saj jo obiskuje le polovica od možnih vpisanih dijakov. Pričakujemo, da se bo to stanje izboljšalo, pričakujemo povečan vpis. Zaradi veliko steklenih površin obrnjenih na sever ter brez vetrolova gre po zimi v nič ogromno toplote. Avla je velika, je odprta in na vrhu je samo steklo, kar veliko toplote praktično se izgublja. Večina šol si težko privošči tovrstne obnove, saj že nekaj časa ni več državnih razpisov za investicijsko vzdrževanje. V Maribor prihajajo mladi z vsega sveta. Mesto ob Dravi namreč letos nosi naziv Evropska prestolnica mladih. Uraden začetek so proslavili v soboto s predstavitvijo organizatorjev in prostovoljcev. Tako so mladi stopili v svoje leto izzivov, inovativnih idej in ustvarjalnih misli. Sedaj je priložnost, da se besede, kot je na mladih svet stoji, tudi pokaže in jaz mislim, da smo na dobri poti, da v letošnjem letu okrepimo mladinske organizacije, njihovo delovanje. Projekt, prilagojen gospodarskemu stanju v državi, je vreden okoli 2 milijona evrov. Za primerjavo, proračun Evropske prestolnice kulture je znašal dobrih 21 milijonov evrov. Kljub temu se mladi ne dajo. Zaznali smo problematiko mladih, zaznali smo interese in pričakovanja mladih in na ta način smo šli skozi sklope o sami kulturi, športu, sklop zaposlovanja, kateri nam se kot prioriteta zdi za reševanje problematike mladih in prav tako stanovanjske problematike. Spodbujajo tudi prostovoljstvo. Maribor je ena prvih občin, ki je pridobila akreditacijo za Evropsko prostovoljno službo. To pomeni, da lahko v mesto ob Dravi pridejo tudi prostovoljci iz tujine. Evropska prestolnica mladih je zelo dobra priložnost, da pridobimo znanja, ki jih lahko naučimo v praksi, dokažemo delodajalcem, da smo nekaj delali v preteklosti in potem to smatramo kot en velik privilegij pri iskanju zaposlitve. Pri projektu trenutno sodeluje več kot 30 prostovoljcev. Eden večjih dogodkov pa bo prvi seminar vseh dosedanjih prestolnic mladih v začetku marca. Mariborska operno-baletna hiša na oder spet postavlja opero Carmen Žorža Bizeja. Čeprav je ob nastanku v 19. stoletju zaradi glavne junakine ciganske krvi in drugačne glasbe šokirala občinstvo, zdaj velja za eno najbolj uprizarjanih oper. Režijo je tokrat prevzel francoski režiser Philippe Arlo.
Les qualités musicales de Carmen, c'est une orchestration très riche, très subtile. Ça sent l'Espagne. On a chaud, la musique on donne chaud, on a l'impression d'être en Espagne. Carmen je svojevrstna nagovarjajoča alkimija, meni dirigent Benjamin Pionnier. Tudi zato, ker je ena od njenih osrednjih tem svoboda. Za Francoze je nadvse pomemben statut. Carmen, c'est le personnage pour mezzo-soprano qui est sexy, qui est sur le devant de la scène, qui prend tout l'espace. Donc ça, c'est très très bon. V Carmen so prisotni štirje svetovi, svet vojske in tobakaric, svet koride in tihotapcev. Une des grandes caractéristiques de cet ouvrage, c'est qu'on peut dans chaque scène développer l'idée de dominant-dominé, c'est-à-dire le fait d'avoir un personnage qui domine l'autre pour mettre en exergue ce problème de la liberté. Carmen ne supporte aucune pression. Bizet se je odklonil od literarne Merimejeve predloge in operi podaril tudi lik Mikaele, Don Josejevega preprostega dekleta. A antagonista Don Joseja zapelje strastna Carmen, prav tako antagonistka. Le côté beaucoup plus naïf au départ de Don José, qui petit à petit, le personnage va évoluer, donc c'est très intéressant aussi à jouer, et il évolue jusqu'à la folie. Et ça, cette folie, elle est géniale à jouer aussi. C'est la première fois, pourtant j'en ai fait, je ne sais pas, 20-30 productions de Don José. J'en ai fait une qui était très dansée, beaucoup de flamenco, donc j'ai appris à danser. Et puis celle-ci où on va plus chercher du côté à la fois sobre et à la fois très animal, très intérieur, avec des sentiments très forts. Zanjo je pogubno prav njeno stremljenje po svobodi, ko Don Joseja s prezirom zaluča njegov podarjeni prsten. Don Jose pa je v navalu jeze ubije. Podrobnosti o operi pa sledijo v oddaji Glasnik. S tem smo povzeli dogajanje v 5. tednu tega leta. Lepo preživite preostanek vikenda in nasvidenje.